Še pred manj kot 2 letoma ste lahko kupci majhnih križancev izbirali med 4,18 metra dolgim Hyundaievim Bajonom in le dobra 2 cm daljšo Kono. Ker cenovna razlika med njima ni bila velika, ste bolj racionalni izbrali Bajon, bolj trendovski pa Kono. Zdaj te dileme ni več, ker je Kona v drugi generaciji precej večji in tudi dražji avtomobil, Bajon pa ostaja tipičen predstavnik pri nas najbolj priljubljenega segmenta B-SUV. Ker ni več najnovejši, pa so ga pri Hyundaiu rahlo prenovili. Ko rečem rahlo, mislim rahlo. Ga namenoma kažem od spreda, ker je tukaj največ sprememb. Pri najboljših paketih opreme boste najprej opazili LED svetlobni trak čez celotno širino, pri vseh ostalih pa širšo motorno masko, zaradi katere je Bajon bolj športen. Tudi bolj privlačen, čeprav meni osebno oblikovno še vedno ni najbolj všeč, tudi zato, ker bok in zadek ostajata praktično nespremenjena. Tudi v notranjosti ni velikih sprememb. Še največja je ta, da je tale 10,25-palčni zaslon zdaj serijski, za enako velik zaslon digitalnih merilnikov pa boste morali poseči po drugem paketu opreme. Tale je tretji, premium, zato ima prvič tudi fino ambientalno osvetlitev v 64 barvah in si jo takole enostavno nastavite, recimo belo, žadasto zelena, zelena kot orhideja, rdeča kot sončni vzhod, vijolična kot strela in tako naprej. Vse ostalo pa je znano. To pomeni, da mi še vedno ni všeč precej trda plastika in da je armaturna plošča barvno monotona. Po drugi strani pa Bajon hvalim, ker ohranja ogromno fizičnih stikal, zato je ergonomija super. Multimedijski sistem je za moj okus še vedno malo preveč zakompliciran in radijskih postaj si še vedno ne morem shraniti po svojem vrstnem redu, ampak po abecedi. Po drugi strani imam pa bližnjico za izklop vseh tečnih asistenčnih sistemov. Pa mogoče še najbolj kul stvar, da Bajon kljub kompaktnim meram ostaja prostoren avto. Spredaj se sedi super, zadaj prostora dovolj tako nad glavo kot pred koleni, samo za stopala ga je mogoče malo premal, ampak ni prehudo. Tudi prtljažnik je s 411 litri velik in oglad, z možnostjo postavitve police za zadnje sedeže pa je lepo uporaben. Bi imel pa sam še sredinski naslon. Ker je Bajon samo 5 cm višji od modela i20 in ima ob tem samo 2,5 cm večjo oddaljenost od tal, prepriča tudi na cesti. Podvozje je nastavljeno bolj na čvrsto, zato se ne ustraši niti kakega hitreje odpeljanega zavoja, je pa res, da se bo večina z njim vozila umirjeno. V tem primeru pričakujte porabo malo pod 7 litri, kar je samo ok, moram pa nujno pohvaliti motor in menjalnik. Samo litrski trivaljni turbo bencinar na papirju res ne obljublja veliko, a je 74 kW moči, torej 101 konjiček, v praksi dovolj, ker avtomobil tehta samo 1280 kg. Obstaja tudi blagi hibrid, ki je močnejši, ampak potrebe po njem ne vidim, kot je ne vidim po robotiziranem menjalniku DCT, ker je tale ročni super. Natančen, z dokaj kratkimi hodi, prav dober občutek je. Pa še pravo ročno zavoro imam. Zakon! Bajon res ni več najnovejši predstavnik segmenta, a mi je ravno zaradi tega všeč in ga lahko priporočam. Je enostaven, prostoren, pa še dober pogonski sklop ima. In zdaj še tudi novo barvo in novo obliko platišč, da bo tudi sosedom še malo bolj všeč.